Kje ste folk, kaj je zdaj? Evo ga, danes je sreda jutro in na tole sem kar čakal. Grem v Novo mesto. Kam grem? Grem malo akorda posodobiti. Dejansko grem k enemu majstru, ker se poznamo preko neta že kakšnih 25 let. In modela poznam še iz Honda foruma, kjer se je pisalo o njemu, da sestavlja motorje, dela motorje. Zadnji čas vem, da se ukvarja tudi s čipanjem vozil. In jaz sem že 5 let nazaj čipal mojega akorda, ampak sem imel takrat kar slabo sklopko, da sem pa vrnil vse skup nazaj in sem dobil močnejšo sklopko, pa sem pa kolebo, a bi ali ne bi, kva bi. Pa sem pa videl, da ta model dejansko mi sledi na Instagramu in sem se spomnil, sem rekel, fakej, pa če bi jaz pa naredila eno skupno zgodbo. Tako da sem vpisal, sva se zmenila in zdaj grem tja. No, kdo pa je to, boste pa videli. Tudi Anom rekel, sam spustite mu priti svojo pot in to je to. Boljše je filozofirati, pa biti pametan, pa se postavljati. Ljudi moji, evo ga, Dinoti je pri slavnemu tunercu. Jaz sem Dino. Erc. Kako ti je prav ime? Ervin. A si ti Bosanc? Ne. Ervin, a veš, Ervini so pa nad Bosanci. Pa tako gledam, stari moj, čak ta je zihar neki naš. Pa kad sem ga pa videl, sem rekel, ta je bolj kakšen Šved ali pa je ta zdaj naš. Ampak nima veze. Ervin, same dobre stvari sem slišal o tebi. Poznam te že preko forumov ene, po moje 20-25 let. Baje si bil Orang Hondaš včasih. Sem še. Si še vedno? Sem še. Navil si Honde, delal si svašta. Veliko sem slišal o tebi, koliko te videl, tako da zdajle sem prav vesel, da sem te spoznal. Ja, hvala enako. Končno sem tukaj, pogovarjala sva se 14 dni, da bi lahko naredila eno zgodbo skupaj. Kakor veš, moja Honda, moj Akord je klasičen 150 konjski 2.2 dizel. Nekaj sem ga čipal že nekaj časa nazaj, pa sem nehal, pa sem pa zamenil sklopko z močnejšo in pol sem okleval. In pa sem te videl, da si v bistvu moj sledilec na Instagramu, sem rekel, lej ga stari moj, kaj pa če mu jaz pišem, pa se zmenim z njim, da narediva zgodbo in evo me. Daj mi povej malo tvoje zgodovine, s čim si se ukvarjal, s čim se ukvarjaš, kaj je tvoja strast? Zgodovina, odvisno od kdaj bi začel, praktično že od malih lok, ne, von po benzinu, ne toliko po dizlu ni bil, vedno bil po benzinu, kasneje smo potem šli tudi malo na dizle, ker je pač teh avtov zelo veliko. Zdaj, kar se tiče moje firme, odprl sem jo 2007 leta, to so bili začetki, razvoj, smo se tudi učili, prilagajali, tudi, bom rekel, veliko sem napredka naredil, kar se tiče mojih sposobnosti, znanja. Kako pa delaš poglavitno? Večinoma delam chip tuning, torej povečavam moči avtov, poudarek pač na večji moči, večji navoru, večji prožnosti vozila, tudi manjši porabi goriva. Ampak, kakor si slišal, včasih si pa sestavljal motorje tako? Ja, takrat bom rekel, sploh, če bi zdaj presedlali, bom rekel, na Honda, to je bil pač moj začetek od skočna deska. To sem začel že od leta 2000, ko je prišel naša velika platna film Hitri in drzni. Torej prvi film, ki je bil pač za mene najboljši, kultni. Takrat se je to začelo, to je bila kot neka mrzlica. Vsi smo začeli, ne vem, kupovati avte, predvsem japonske, večinoma Honde. Začeli smo jih predelovati, to je bilo, velika zgodba. Zelo zanimivo je bilo, super je bilo. Tako. In od tam si prišel do chip tuninga? Ja, chip tuning je del tega. Hitri in drzni niso samo spoilerji, pa avti, ne vem, živi barv, so tudi naviti. Mora biti hitri, glasni, grmet in... To je to. No, jaz zdaj tukaj nisem, da mi avto grmi. Jaz sem tukaj sam zato, da mi avto malo bolj prožen, ko včasih hočem kaj potegniti, pa vidim, da je dejansko res len, težek je tudi dost. In vem, da so obstajale te Type S variante 180 konjske, ki naj bi imele enak motor, samo malo večji intercooler, pa neke malenkosti. In sem rekel, da ti bom zaupal, da mi boš ta avto naredil tako, da bo to, kakor si rekel, malo bolj delal. Jaz bi pa predlagal, da ti nam malo pokažeš tele prostore, kaj delaš. No, pa gremo. Ni to kot neke pisarne, pač delavnica, služi svojemu namenu. Kaj bova midva prvo zdaj naredila? Kaj bo naredila? Lotila sem od tvojega avta, dala ga bomo na valje, seveda tukaj vsi vidite, valje so 4x4, so firme Mustang Dynamometer, to je ameriška firma, ena najbolj poznanih. Popolnoma take enake valje ima tudi Rimac v Zagrebu, sicer on ima v beli barvi, pač ker dela on električne avte, tako da pač nima on teh masti pol in lahko ima on bele valje, ker se lahko pač... Čisto je. Tako, ne. Specificirani so, da lahko merijo do 3500 konjev na 4 pogon, na en pogon pa lahko merijo do 1500 konjev. Koliko si šel najvišji? Najvišji sem šel 823 konjev,
Kaj greva zdajle? Kaj boš pokazal? Gremo v tale drugi del delavnice, tlej pa pač malo. Pa tudi motorje delaš. Tudi nekaj imamo, ja. To je To bil so razvoj. tvoji ali kako? Praktično ti so moji, ja. Evo, ti ko si hondaš, evo ti Hondica, Evo je. ZR600. Tole, drkalce, R6 Yamaha. Aha, voziš, tudi hodiš na grobnik pa to. Tako, ja. Pa je, to je tudi tvoj. Je tudi moj, ja. A to je pa v bistvu deli. Tak, ja. To imamo mi... To je, bom rekel, za malo daljše ture, ne? Veš, kako je pri drgalcih, Aha, pri cestakih. Vem, roke odpadajo. Tam me na uro, pa imaš dost. Ja, kaj pa je to? To je pa Honda Integra Type R. Wow, tvoja? To je moja. Kaj je navito? Ne. Tudi je, ja. Kako pa kaj atmosferce navijaš? To pa je nima toliko. Pa zdaj čisto odvisno, ne? Od avta do avta. Ne? Pri enih lahko, bom rekel, imaš programsko, imaš lufta programsko, pa enih pa nimaš. Imaš pa kakšne dele zamenjati, da se ta lahko več potem potegniti iz njega. Ne? To je čista specifika. Kaj pa pol tista zanesljivost pa to? Če je prav narejeno, ni problem. Vsaka stvar. Koliko imaš še lufta dejansko za Ja, neko... pač ta je serijska 190 konjska, Kako? ima 230. Zdaj, če bi še vložil par tisoč evrov, bi prišel do 240, kar se mi interesuje. Ampak če pogledaš, koliko je turbo lažje naviti kot atmosfera. Ja, tako, turbo, samo dvigneš pritisk turbine, zraven daš gorivo in je to. Bom rekel, najboljši tuner je tisk, zna atmosferca narediti in navitne. Pa imaš pa to tukaj, preluda. Preludo, našega znanega Mitja, po nadimku Cager. A to je od Cagra? To je od Ta Cagra. človek je še živ. Ja, to je še živ, ja. Wow. Trenutno je v delavi, sicer dečka čakam, da mi prinese par komponent, da lahko vse do konca zložim. Pa tole, to je pa Corrado, old school. Tudi tvoje stranke. To je pa od kolega, sva ga skupaj delala, predelovala. Ta avto ima 413 konjev. Čakaj, Corrado G60, kako so že bili? G60 je bil, ampak je predelan na turbo. Kako pa tole, Aprilia? Ja, to je pa Aprilia Tono, V4. A to je tudi tvoje? To je tudi moje, ja. O, Spasiću, a si slišal, glej ga Ercma. To sem nagal Aprilio. konkurent. Zdaj ti garantiram, da bo Spaso prišel sem. Pa kako to, da si vzel Aprilio? Povej mi razlika. Bojo MotoGP-ju. To je to. To Spaso si slišal. Ampak še vedno mi ni jasno, zakaj Aprilia. Zakaj Aprilia? Za mene je to poboljšan Ducati. Ducati ima določene probleme, ki jih jaz v Aprilii ne vidim. Recimo, bom rekel, gretje. Še sam, ko si ga testiral, si rekel Si pečica. gledal? Gledal in probal. In imel sem ga. Imel sem ga. To mi je bilo katastrofa. Manj ima cukanja, treslaja. Zvratna ogledala. Pri Ducatiju Ja, to je res. so tako, ne? Ali pa če jih ne bi imel, če jih imaš, pa nimaš brez veze. Pri Aprilii so. In delujejo, lepo gledaš. Plus še kakšnih takih drugih zadev je pač meni osebno Aprilia bolj stresla. Res, da motor ni narejen tako, bom rekel, Fancy. vizualno lepše, Ja. je pač malo mogoče Malo bolj malo fabrički. bolj low budget, Ja. sicer ni low budget, še zmeri stroj, ne? Ja. Ni toliko fines kot pri Ducatiju, ampak tako, kot sem rekel, so pa druge mehanske zadeve, ki so rešene pri Aprilii, ki pri Ducatiju niso. In meni osebno zaradi tega mi veliko bolj sedi. Super. Ok, kaj bova prvo naredila? Prvega bomo preklopljena diagnostika, bomo videli, če je karkoli zadeva zaznala. Daj mi povej stanje moje Honde. Ja, glede na to, da je vse zeleno, pol gremo naprej, ne? Stari, Je to to? 16 let stara Honda, a? Ja, ne. Vse zeleno. Kaj bo zdaj? Ja, gremo videti, koliko imaš v haubo, ne? Ajde, Mostičkov. Ajde. To 143 konjev. tako, ja. Se pravi, zgubil jih je koliko? 7 konjev. A to je dejansko se zgubi z leti, ali kako? Ja, seveda. Kaj boš pa zdaj naredil? Kaj bomo mi da sploh naredila na tem avtu? Ja, začel si na chip tuning, tako da bomo pač malo zadevo dvignila, da bomo malo več konjev kot pa zdaj. Ja, Zdaj pa kaj? Zdaj boš dol ven kva računalnik, ne? računalnik bomo dali ven, ja. In kaj ta računalnik dela? Vse da ti avto dela. Vse, tako kot tvoji možgani.
Kaj zdaj delaš? V bistvu moram sem pogledati, da vidim, kako ima, kakšen preklop računalnika ima. Kaj je to Nemc, Japanac? Kako njemački? Zakaj nemški? Mozak. Ja. Zakaj? Zato, ker Japonci niso bili nikoli preveč dobri v dizelskih motorjih in v dizelskih računalnikih, zato so pač takrat naredili neko kooperacijo z Boschom in so pač so naredili pogodbo in jim Bosch dobavlja in računalnike, in senzorje, in šobe in vse zadeve. Tako da zadeva je pač japonski avto, ampak deluje pa na nemških možganih. Daj pa ti me pravi, zakaj pa ti zdaj računalnik imaš tukaj, kaj je to? To je pa pač potrebno zato, ker tovarne že nekje od leta, v bistvu še prej kot 2000 realno, že s čeksom in tako podobnimi zadevami, blokirajo, branje računalnikov nepooblaščenim osebam. Tako imenovani, antitoni. Aha, to imaš pa zdaj tukaj načrt, kjer pin, kam kaj povezati. Tako je res, ja. Aha, gledaj to. In če zafrkneš ta en pin, Če zafrkneš, se scvre računalnik. Cvre se računalnik. Računalnik, ja, malo zasmrdi in je konc muzike. Tako da prijatelj tole zdaj dobro glej. Ne se zdaj bavati. Ja, daj, ne me motiti. Ja, ok, hajde. Ja. Bom rekel tako, chip tuning, ne, prvo, včasih se to čipe menjalo. To pač govorimo o chip tuningu, ne. Kasneje se pač je to prišlo vse na flashanje, v bistvu je bilo pravi ime bi bil flash tuning, ne, ampak ostalo je pač, ta ime chip tuning, ne, čeprav čipov ni več, ne. In takrat je bilo šlo preko BD-ja, potem so proizvajalci to videli, da to mi vsi noter posegamo, dostopamo do glas, začeli to zaklepati in bo čedalje teže, ne. In potem so bile tudi variante, recimo na ta način, ko jaz, torej bench mode, ne, na mizi, potem se tudi zadeva boot mode, to je pač, ko je tale pred mano podpiral računalnik, da ga odprl in je pač najdel boot pin in prek boot pina mu je dal, signal, kot da je računalnik zbrikan, da so se mu vrata odprli, da ga je lahko prečital. Imaš pač veliko različnih načinov. Pa si ti zdaj izrihtal tole, kaj zdaj, si flashal ga? Ne, program sem naredil, zdaj ga moramo napisati računalnik in bomo preverili, kaj avto iz sebe da. Zdaj smo ga parkrat zavrteli, da se malo računalnik nauči novih parametrov, ker računalnik so samo učljivi. Tako da zdaj ga bomo pa zmerili, da bomo videli, kaj da od sebe. A še ga nisi zmeril zdaj? Ne, nisem ga zmeril, da sem ga samo uvajal, učil se ga. Jaz ponavadi, ko gledam te posnetke, ko dajo na valje avtomobile, to se dere. Mamo, to tukaj nec. Ej, moraš kaj božga kupiti, ne dizla, ne? Ej, až kaj bom? Ej, Dino, tudi ti si se postaral, včasih si imel benzinerje, si navijal obrate, Honde, VTEC, danes kupiš dizla. Dobro, nisi Volkswagen. Ampak imam pa S2 Jurja. A si zada pripeljem, da zmerava dejansko, koliko imaš živih konjev? Sem prid. A kar ti konca imaš le noter? Ja, seveda. Pravi si hacker kot Paul Walker iz prvega dela. Konjskega smo zmerili 143 konjev. Ja. Da smo ga zmerili 183. 40 konj? Tako. Kaj pa Newton metrov? Newton metrov 316, 352. Se pravi, konjev je 40 več, Newton metrov pa 30. A za sklopko uničati je kaj pomemben? Navor. Navor. Prav, to je še spremljiv. Končala ali kva? Ne, nismo še končala, bomo naredila en popravek. Imaš malo večje pretoke izpušnih plinov in zato ti turbina občasno hodi v tako imenovan overboost. Preveč tlak. In moramo mi pa zregulirati VGT, to je tole upravljanje same turbine, da ne bo šlo previsoko. Da ne uničen. Ja, prvič, da ne bo razstrelilo, drugič pa tudi, da ne boš kakšen rezervni program facal, da ne boš lučka zamišljala. Zdaj ga dajemo spet provizorično noč, delamo spet test.
Kaj si zdaj delal dejansko? Zdaj sem preverjal, kako turbina dela. In? Da ne bi šlo na dobrate. Boljši. Boljš? Ja. A je že to ali bo še malo? Mislim, da ja, bomo zmerno bomo videli. To 84 konjev, 354 navora. To je začetni navor, to je končni navor. Okay. To so začetni konji, to so končni konji. To je to. Kaj pa turbina, overflow pa te fore? Zdaj vidi. Še kaj tazga? Ne, to je to. Zdaj bi to moral delati. Seveda. Sestavimo računalnik do konca in je to to. Edino vozi, ja? Tako, In- vozi tankaj. Vozi Vozi tako. tankaj. Ok, kaj pa zdaj počneš? V glavnem zdaj mu pač opisujem pač te, bom rekel, podatke, kater avto je to, tako da ta bom sprintov, da bo Dino imel, da ga bo Aha. lepo predalal, da se bo lahko tudi malo pohvalil. Aha. Prijateljem, znancem, pa tudi Dobro. da ga za svoj spomin. Da Se bi... pravi, dobim list. Ej, ko mi čakam, da prijem da S2 Jurja, da S2 Jurja zmerno. No, super. To bo pa še bolj zanimivo, ker tisto avto ima pa zvok. Ne? Ja, ja. Ima zvok, ima vrtljaje, ima tisto staro dušo Hondino, In to je ki to. danes nima ni Honda, niti noben drug avto. Seveda vse na račun današnje ekologije. Pa naj rečem, hvala ti. Ja. Lepo te je bilo spoznati Tudi tebe. in dejansko se nekaj novega naučiti. Vi pa tudi vsi tisti, ki ste gledali, če hočete kaj takega doživeti, kot sem jaz doživel, spodaj imate njegov kontakt, kontaktirajte ga, zmenite se z njim in kaj naj rečem, like, share, subscribe in še enkrat hvala stari Hondaš, da si živi, da delaš to, Hondaša. kar delaš. Hondaša. Stara. Ajde, čau. No, čevo, ljudi moji, prva vožnja, občutna razlika, pravice, da je avto zaživel, kad daš gas, da res pač potegne, pozna se. Pazi fora, kaj se je zgodil. Grem dol z Novega mesta proti Ljubljani, furam se po stari cesti, je en model z Audijem za mano in mi se zarito lima. A jaz bil glih na čevapih pa na sladoledih, hvala za free sladoled, prek zimu tam dol. In on za mano rine si, jaz mislim, dobro, bomo videli, koliko ti je jak Audi. Gremo na voznico, on zraven mene gas do konca, jaz nižja gas. Tako, idi naprej, štarati tuning, stari. In se prav poznal, bol sem dole enega s karavanom Audija, tako da model hvala za en drag, da sem stestiral. In ja, razlika je, da zdaj sem zadovoljen, super, ne vem, zakaj tega že prej nisem naredil. In kaj naj rečem, priporočam Tuverca, Erca, klikajte na ga, čipite si avto, če imate pomisleke, premisleke, karkoli. Jaz sem jih imel, ampak zdaj sem zrihtal. Tako da, hvala Erc, pa se vidimo.